Začelo se je razpravljati in govoriti o tem, da nastaja nova svetovna ureditev oziroma da razpada stara svetovna ureditev, ki je nastala po drugi svetovni vojni, po koncu vojne, ko so bile Združene države Amerike najpomembnejša svetovna velesila, ki so same ustvarjale več kot 45% svetovnega bruto proizvoda, no danes se je stvar bistveno spremenila. Danes Združene države Amerike ustvarjajo približno 19% svetovnega družbenega proizvoda, Kitajska pa samo 2 do 3% manj, to pomeni okrog 17%. In jasno je, da se stvari spreminjajo, ker so se spremenile tudi v gospodarskem pogledu. Kitajska je postala, ko je umrl Mao Tse-tung, je bila to ena najbolj nerazvitih držav z $125 nacionalnega dohodka po glavi prebivalca na leto. Danes je to država, ki se bliža srednje razvitosti z približno nekaj več kot $10,000 nacionalnega dohodka na glavo prebivalca. Svetovna banka ima pa neko pravilo, da neka država preskoči iz faze nerazvitosti v fazo srednje razvitosti, ko doseže $12,000 nacionalnega dohodka po glavi prebivalca na leto, in Kitajska je praktično zdaj na tem robu. Jasno je bilo, da se bo, ko bo Kitajska začela se uveljavljati, postavilo pravilo o novem svetovnem gospodarskem redu, ki so ga doslej obvladovale Združene države Amerike. Celotna ta zgodba se je začela, če začnemo v tem stoletju, z Woodrovom Wilsonom, ki je razglasil svetovni liberalni sistem za svetovni in s tem seveda tudi je napovedal vodilno vlogo Združenih držav Amerike v tem procesu. To se je nadaljevalo po koncu druge svetovne vojne, predvsem z Bretton Woodskim sistemom, kjer so ustanovili na osnovi kapitalističnega družbenega sistema, so ustanovili seveda tudi Svetovno banko, Mednarodni denarni sklad, in prišlo je do tega, da so vse te inštitucije nadzirale Združene države Amerike skupaj z Evropo, ki se je pobrala po Marshallovem planu. Ta stvar je funkcionirala tako do približno 70 let, ko so nastajale tudi, ko so se krepili tudi neuvrščeni, ki so postavljali zahteve po novem svetovnem gospodarskem in političnem stroju, vendar niso bili neuvrščeni ekonomsko dovolj močni, da bi lahko karkoli spremenilo. No, 1978. leta se je temu trendu pridružil celo Mihail Gorbačov v generalni skupščini, ko je povzel zahteve za nov svetovni gospodarski ustroj. In seveda pokazalo se je, da se bo nekaj moralo spremeniti, in George Bush starejši je bil toliko daljnoviden, da je ugotovil, da hegemonizem takšne vrste staromodni, kot je veljal do 70 let, ne bo mogel več iti naprej, zato ker so se pojavljale nove sile in gospodarska in finančna moč Združenih držav Amerike postopoma upada. Zato se je odločil, da bo treba, da naj znotraj sistema Združenih narodov se ustanovi nov svetovni gospodarski red, ki bo, zakaj znotraj sistema, zato ker so Združene države Amerike skupaj s svojimi zaveznicami obvladovale Združene narode, so imeli svoj glasovalni stroj, dokler se to ni spremenilo zaradi neuvrščenih, in tako je nastal tako imenovani Washingtonski konsens. To pomeni, da je to sistem, ki mu vladajo Združene države Amerike skupaj z zahodnimi državami v okviru globalnih razmer, in to je liberalizem, to pomeni svetovni kapitalizem, privatna lastnina
in neoliberalizem. To se je takrat pojavilo. To pomeni, Združene države Amerike so takrat pod Bushem postavile nove pravila igre in so poskušali to igro nadaljevati oziroma zadržati svoje vodilno mesto, ker se je že takrat postavilo vprašanje, da se ameriška moč postopoma zmanjšuje in da prihaja na površje druge sile. Ta sistem je funkcioniral, dokler se ni pojavila kitajska potencija v Pingovih reformah, ko je Kitajska začela zelo hitro napredovati. Zakaj pa je napredovala? Napredovala je pa tudi zakaj? Zato, ker se je pojavil globalizem, globalni sistem mednarodnih odnosov, v katerem so imele Združene države Amerike seveda vodilno vlogo, ampak vendarle tukaj je prišlo do tega, da so multinacionalne družbe, posebej v Združenih državah Amerike, jaz se spomnim, da sem takrat dopisnik, so začele gledati čez meje. Ugotovili so, začele so se zelo hitro povečevati gmotne razlike v Združenih državah Amerike in ameriške multinacionalke so začele gledati za nova tržišča, za področja, kamor bi lahko, kjer bi lahko prenesli proizvodno in so začeli ustvarjati, da bi začeli proizvajati nove izdelke. In tukaj se je seveda pojavila Kitajska skupaj z drugimi državami, predvsem azijskimi, takrat nastane tako imenovani azijski tigri. To pomeni, to so države, kjer je prisoten predvsem ameriški kapital in zahodne multinacionalke. Te države so jih pripravljene sprejeti. Zakaj? Zato, ker je to prebivalstvo in delovna sila bistveno cenejša kot je v Združenih državah Amerike. Tako se je to začel, ta razvoj, ki se je potem seveda še stopnjeval, potem, ko so Kitajsko sprejeli, s tem se je strinjal ameriški predsednik Clinton, v Svetovno trgovinsko organizacijo in Kitajska je dobila praktično dostop do celotnega zahodnega tržišča. Ta sistem je deloval in seveda še deluje, ampak treba je vedeti, da to je nek sistem, ki je doslej temeljil na izkoriščanju teh manj razvitih kitajskih, indijskih in drugih množic. Še danes imamo primer, da recimo od iPhona, ki stane približno $1000 v Združenih državah Amerike, $990 dobi korporacija, samo $10 pa dobijo pa kitajski proizvajalci, od tega $7 dobi podjetje, $3 dobijo pa tisti, ki to delajo. Skratka, gre za blazen sistem izkoriščanja, ampak ta sistem seveda deluje. Zakaj? Ker to, čeprav v Ameriki govorijo, da se je začela industrija seliti iz ZDA na Kitajsko in Mehiko in druge manj razvite države, seveda to drži, ampak na ta način so v Združenih državah Amerike, pa tudi v drugih zahodnih državah, uspeli na nek način zadržati standard srednjemu sloju. Ker če bi te iPhone delali v Združenih državah Amerike ne bi koštali $1000, ampak verjetno $3000. Je bilo veliko vprašanje, kdo lahko bi tak telefon kupil. Podobno je s televizorji in vsem to podobno tehniko. To pomeni, da je ta sistem temelji se na izkoriščenju, ampak omogoča tudi eno razširjeno reprodukcijo tudi zahodnih kapitalističnih držav. Predvsem je pa to preprečilo, da je prišlo do ene globlje krize v Združenih državah Amerike, kjer se je pojavilo vprašanje, da je nemogoče, da bi
Skratka, Zahod in Združene države Amerike so bistveno pridobile s tem procesom globalizacije in to je seveda, govorijo o sistemu, ki temelji na pravilih. Jasno, to so pravila, ampak to so pravila, ki jih postavljajo v Združenih državah Amerike in drugih zahodnih držav, predvsem v Združenih državah Amerike. To je ta glavna stvar. No, ampak zdaj Kitajska se pojavila po 30 letih teh gospodarskih reform kot nova sila in seveda tukaj se je začelo, stvari so se začele drastično spreminjati. Na začetku Kitajska ni bila sposobna vplivati na zahodne države. Zakaj? Zato, ker je šlo samo za predelovalno industrijo, zato, ker oni so samo delali tisto, kar so jim dali v dodeljavo zahodne multinacionalke. Zdaj je pa prišlo do tega, da so Kitajci po parih kongresih komunistične partije, oni so se odločili, da bodo postali tehnološka sila. In glede na izredno velik potencial, ki ga imajo, so se odločili, da ne bodo več samo predelovalna industrija, da ne bodo več samo to dela, ampak da bodo postali tehnološka sila. In to se sedaj recimo najbolj kaže v temu, da se je vsako leto se povečuje procent, ki ga na Kitajskem recimo namenijo za razvoj izobraževanja in znanosti in za raziskave. Na zadnjem kongresu partije so sprejeli, da bodo do konca naslednjega mandata, to pomeni čez 5 let, ko bo nov kongres, da naj bi sredstva za znanost in raziskave in izobraževanje znašale 5% kitajskega bruto proizvoda. To je praktično, to bo največ, danes ima približno tak odstotek, edina država je to, ki je blizu, je Izrael, medtem ko imajo Združene države Amerike tam nekaj 3%, 1% manj imajo evropske države, mi smo pod 1% in tako naprej. Skratka, Kitajska ni več copy-paste država, ki samo kopira, ampak je postala država, ki je tehnološko se začela razvijati in ogroža Združene države Amerike in Zahod na nekaterih vitalnih področjih. To se najbolj kaže recimo v poletih v vesolje, kjer so Kitajci razvili neke nove pristope, naprave in tako naprej. In danes prvič se dogaja, da celo NASA kopira recimo kitajske tiste stroje, ki hodijo, ki raziskujejo tam Mars pa Luno. Skratka, Kitajska je postala tehnološka sila in seveda Združene države Amerike se pa seveda temu nasprotujejo in seveda ta proces je začel že predsednik Obama, je ugotovil pred leti že, da prihodnost sveta ne bo več v Evropi, da Evropa postaja, tako kot je dejal papež, stara starka, ampak da se bo to dogajalo v Aziji in je napovedal tako imenovano politiko prenosa ameriške pozornosti iz Evrope v Azijo. To se je takrat začelo, nadaljevalo se je s Trumpom, ki je ocenil, očitno napačno, da bo samo z gospodarskimi, trgovinskimi sankcijami uspel omejiti kitajsko gospodarsko moč. Pokazalo se je, da to da s tem ni uspel, ker kljub, ko je Trump končal mandat, kljub njegovim sankcijam, je kitajski izvoz v Združene države Amerike narastel za približno 80%, kljub vsem sankcijam. In nekaj podobnega se dogaja tudi zdaj in to Biden, vsi so ocenjevali, da se spomnim, ko sem bral analize, da bo Biden predsednik, ki bo na nek drug bolj kooperativen način začel sodelovati z Kitajsko. Pokazalo se je, da to ni res
pokazal se je, da je on še bolj zaostril stvari in to, kar je naredil zdaj pred mesecem dni, ko so prepovedali izvažati napredne čipe na Kitajsko, to pomeni praktično vojno napoved Združenih držav Amerike Kitajski, ker brez čipov se ne da na danes praktično nič več delati. Je pa to seveda za Kitajsko na kratek rok velik problem, zato ker Kitajci delajo praktično čipe do, jaz zdaj tudi, kar bom vam zdaj rekel, niti si ne predstavljam, pa ne razumem vse, ampak do 5 nanometrov čipe, to Kitajci obvladajo. Pod to ne obvladajo, ampak za avtomobile pa vse to so pa čipi 10-15 nanometrov, to pomeni, to ta tehnologijo, to pač Kitajci obvladajo. Ampak celo neki Američani zdaj trdijo, to so stvari, te čipe Kitajci uporabljajo tiste do 5 nanometrov za vojno industrijo, kar ni res, ker Kitajci so toliko sposobni, očitno, da so iz manj sposobnih, manj čipov, ki imajo manjšo kapaciteto, naredili čipe, ki imajo veliko kapaciteto in v vojaški industriji pa in njihovih avionih in vsem tem uporabljajo pa samo tiste čipe, ki jih sami delajo, ne tisto, kar uvažajo. No in Kitajci trenutno gradijo kar 27 tovarn čipov in v 3 do 5 letih bodo oni praktično 70% vseh čipov, ki jih delajo, bodo oni sami proizvajali. Gre samo za nekaj najbolj pomembnih čipov, to so tisti pod 5 nanometrov, ki jih rabijo za umetno inteligenco, za kvantne računalnike in tako naprej. In drugo leto Kitajci napovedujejo, da bodo že zagnali prvi kvantni računalnik in fuzijski reaktor. Jaz sem ravno danes prebral, trdijo, da so na nekem majhnem reaktorju že uspeli, da malo več energije dobijo ven, kot jo dajo noter. To je zdaj bistvo stvari. In drugo leto naj bi oni zalaufali že ne prvi tak poskusni reaktor, ampak zato porabiš te najbolj napredne čipe in tukaj je ta problem. Ampak zdaj, če bodo Američani to zavrli, to pomeni, da bodo prizadeli hudo škodo tudi svoji industriji, ker Kitajci pokupijo 60% vseh čipov, ki jih Američani izdelajo, pokupijo Kitajci. In to je ena stopnja, druga stopnja je pa, da bodo Kitajci potem vse sami delali. To pomeni, bodo povsem samozadostni. Sedaj še obstaja tako imenovana veriga proizvajalcev, svetovna, potem se bodo pa popolnoma osamosvojili, kar bo seveda stališče Zahoda in Združenih držav Amerike absolutno slabo, ker sedaj na nek način, ker so povezani z ZDA, vendarle obvladujejo tudi kitajsko industrijo, visoke tehnologije in tako naprej. Skratka, gre se za to, da tista država, ki bo nadzorovala visoke tehnologije, tista država bo vodila svetu prihodnosti. In tukaj je ta bitka med Združenimi državami Amerike in Kitajsko. ZDA še vedno vodijo na velikih področjih in bodo še naprej vodile, tukaj sploh ni nobenega dvoma, ampak Kitajci zelo hitro nadomeščajo to veliko razliko. Ne samo vprašanje časa, let, kdaj se bo to spremenilo, ne vem, 3-5 letih in tako naprej. Skratka, to je ta velik preskok. To so te gospodarske razmere in situacija, ki smo jih danes priča. No, drugo stvar so pa politične. Ko je prišlo po drugi svetovni vojni do Bretton-Woodskega sporazuma in vsega tega je prišlo tudi seveda do nastanka blokov, NATO, Varšavskega pakta in tako naprej. In jaz sem ravno nedavno prebral in skoraj nisem mogel verjeti podatku, da je politbiro Sovjetske komunistične partije
Potem, ko je bil ustanovljen NATO, uradno zaprosil za sprejem Sovjetske zveze v NATO. In so to na Zahodu nekaj časa držali kot skrivnost, niso hoteli odgovarjati in tako naprej. No, ampak potem, ker pa 2 leti Rusi niso dobili odgovora, nič, na Zahodu so to povsem ignorirali, so se odločili, da bodo ustanovili Varšavski pakt. Tako je nastal Varšavski pakt. In tudi potem, pogledajte, ko je bil Gorbačov, ko je bila perestrojka, Gorbačov je govoril o Evropskem domu od Lizbone pa do Vladivostoka. In tudi, ko je prišel Putin, njegov prvi govor, ko je bil, on je bil proevropsko smeren, on je tudi se zavzemal za to, da bi Rusija na nek način vstopila v NATO ali se približala, in bilo je tako, da so Rusi imeli celo svojo vojno delegacijo nekaj časa v Bruslju. Ampak seveda pokazalo se je nekaj, da Združene države Amerike niso pripravljene na noben način prepustiti tega, da bi ne bi bile več vodilne, oziroma ugotovile so, da bi lahko Rusija začela ovirati njihovo suvereno vodenje, njihov svetovni hegemonizem. To je bil ta glavni problem. Zato so absolutno nastopili proti tudi Evropi. Ker v Evropi se je pa dogajalo nekaj, posebej, ko se je Evropa združevala in to je potem tudi Merkel nadaljevala, absolutno, da je začela se povezovati z vzhodno Evropo oziroma z Rusijo, in da je Evropa bila, pokazala se je nekaj, da je seveda Nemčija bistveno odvisna od energentov in tržišča od Rusije. Že Bismarck je v 19. stoletju dejal, da brez stabilnih odnosov med Nemčijo in Rusijo ni možna nobena stabilnost v Evropi. In to pravilo je obveljalo do današnjih časov. Nemčija se je preveč osamosvojila, je začela uvažati plin, zgradili so severni tok, vse to Amerika je bila absolutno skozi proti, in Nemčija je dobila veliko tržišče v Rusiji, in bilo je nevarnost, ker je Merkelova imela eno, bom rekel weltpolitik, tako kot je imel Wilhelm II. Nemški, ampak je imela eno svetovno politiko, da bo zadržala nemški gospodarski čudež, ki sloni seveda na izvozu. Nemčija, pa Evropa tudi bistveno več izvozi, kot lahko sama porabi. To pomeni, da mi živimo, Evropejci, posebej pa Nemci, na tujem povpraševanju. In ona je začela tudi se povezovati, začela gledati na Kitajsko. Ona je bila v svojem mandatu 9-krat na Kitajskem. In je bila tudi zelo pragmatična, ona ni, človekove pravice niso bile toliko v spredju, kot recimo Američani, posebej republikanci so zelo ideološki, no oni zmeraj postavljajo vprašanje Tibeta, ne vem, Hongkonga, človekovih pravic in tako naprej, medtem Merkelova je sicer to javno povedala, ampak je šla preko tega in se je začela povezovati z Nemčijo. In danes imate vi situacijo, da recimo Nemčija izvoži na Kitajsko približno četrtino vsega tega, kar proizvodi, kar proizvede, medtem ko Volkswagen pa 40% vsega ustvari na kitajskem trgu. No in Američani, ko so videli, da se Evropa preveč povezuje z Rusijo in s Kitajsko, so se ustrašili, da bo prišlo do tega, da bo postalo neko tržišče Evropa, Rusija, Kitajska, ker bo Amerika odpadla. To pomeni, Evropa ne bo več rabila Združenih držav Amerike. In to je bila ena strategija, ki so jo seveda zasledovali v Združenih državah Amerike vsi predsedniki, eni bolj jasno, eni manj jasno,
in to se je potem zaostrovalo, ta problem se je pa zaostroval, še posebej, ker je Kitajska tako hitro napredovala in se povezovala tudi z Evropo, ker nemški gospodarski čudež je temeljil na dveh stvareh, na zelo poceni plinu pa nafti iz vzhodne Evrope, iz Rusije in na velikem izvozu na Kitajsko. To pomeni, Američani so se odločili, da bodo to prekinili in ni naključno, da je Biden že prednje prišlo do te diverzije na Severnem toku, napovedal, da se bo to zgodilo, če bo Rusija napadla Ukrajino, in to se je zgodilo. In zanimivo je seveda, da nihče v Evropi, mediji, raziskovalno novinarstvo, vse totalno odpovedalo. 3 dni potem, ko so ugotovili, ko je prišlo na dan, da so se Nemci in Rusi zdaj tajno dogovarjali, to je pred parmi meseci, o tem, da bo Nemčija začela uvažati plin da ne bi prišlo do teh gospodarskih problemov, do recesije, depresije in vsega tega, je prišlo do diverzije na tistih 2 tokov Severnega toka. To pomeni, par dni potem, to je čisto jasno, nihče noče govoriti, govorijo vsi, kdo je to organiziral, ampak jasno je, kdo je tukaj absolutno profitiral. In celo do tega je prišlo, da ko je Scholz, so videli, da so Nemci v blaznih težavah, če bo Nemčija v težavah, bo cela Evropa, da bodo začeli plin uvažati po eni tisti cevi, ki še ni poškodovana, je absolutno Amerika pritisnila na Scholza, da se je temu odpovedal in grozilo se je celo, da bo prišlo do tega, do razpada nemške koalicije. Tam so zeleni zelo proameriški nastrojeni proti temu, če bo Scholz se za to odločil. To pomeni, da je absolutno Scholz mogel popustiti. In zanimivo je, če vi gledate časopise, nihče se ne ukvarja s tem vprašanjem, kdo je to naredil, pa je tam veliko indicev, tam je bil ameriški dron, vse mogoče stvari, mogoče niso, mogoče so Britanci, ne ve se, ampak jasno je, kdo je profitiral tukaj, o tem se ne govori in to je absolutno neka tema, o kateri se javno ne razpravlja. In v zvezi s tem je seveda povedan še en proces, namreč, da je prišlo do tega, da je tudi se začela zmanjševati svoboda tiska in sploh mišljenja tudi v Evropi, po vsem svetu. Poglejte, ko je prišlo do vojne v Ukrajini, je Evropska komisija ukinila RT televizijo, ruske medije, tako naprej, in ti moraš biti danes strokovnjak, imeti VPN-je, vodne programe, da ti lahko prideš do nekih ruskih medijev, da vidiš, kaj Rusi sploh mislijo. Skratka, Evropska komisija, ki ni izvoljen organ, ki je imenovan, si je prilastila pravice in je postala neke vrste neformalni cenzor. Nekaj podobnega se je zgodilo tudi v Združenih državah Amerike, da so v okviru Ministrstva za nacionalno varnost so pred 4 meseci ustanovili nek organ za borbo proti dezinformacijam, ampak je vendarle pritisk teh medijev in javnosti Amerike bil tako velik, da so oni zdaj to odpovedali in da so to nalogo poverili pa nekim privatnim družbam. To ni več državni organ, ampak je to neke newsguard.com, to je neka organizacija, privatna, kjer sta noter v uredniškem odboru 2 bivša direktorja CIA in nekaj generalov, ki nadzoruje pretok informacij, ki prihajajo, kar zadeva Ukrajino, v svetovne oziroma v ameriške medije. To, kar se pri nas piše
in govori, to je absolutno pod vplivom samo zahodnih medijev. Mi nimamo praktično nobenega pregleda nad tem, kaj se dogaja, recimo v Ukrajini. Zakaj? Zato, ker v Ukrajini mi dobivamo samo prečiščene informacije in to od Reutersa, Associated Pressa, teh treh zahodnih agencij, na katere smo mi narečeni, nimamo nobenega drugega vira in ne vemo točno, kaj se dogaja, ker lažejo eni in pretiravajo eni in drugi. Je jasno, tudi Rusom ne moramo razumeti, zaupati, kaj je jasno. Ampak dejstvo je, da je prišlo do tega, da poskušajo svetovne politične elite za uvedbo cenzure, poskušajo one pač uravnavati tok in ocene mednarodne o tem, kaj se dogaja v Ukrajini. No, Ukrajina je zanimiv primer, je to, ker že v 19. stoletju, potem pa še kasneje, leta 1907 je en britanski geopolitik Mackinder dal eno teorijo, kdo nadzoruje ta centralna ozemlja, nadzoruje več svet in to je točno tam, kjer je Ukrajina. In Združene države Amerike so se, potem ko je postalo jasno, da se Evropa preveč približuje, preveč kooperira in Rusijo in s Kitajsko, se je odločila, da bo na nek način poskušala z neko serijo barvnih revolucij, kjer so jih Američani poskušali izvajati po svetu, preprečiti ta proces osamosvajanja. In prišlo je do tega, da je seveda prišlo do majdanske revolucije tukaj v Ukrajini, prišlo je do tega, da so na demonstracijah odstavili zakonitega predsednika Janukoviča in tako naprej. Tukaj je absolutno CIA igrala svojo vlogo, ameriška državna podsekretarka Nuland je jasno rekla, da mi ko je že rekla, da bom po francosko rekel, kdo jebe Evropo, kdo se sploh zanima za Evropo, in drugič, da je Amerika vložila $5 milijard v Ukrajino za to, da bi dobila sebi naklonjen režim in da ona seveda zaradi tega ne bo spremenila politike. Tukaj se je začelo in postalo se je jasno, da je Ukrajina preizkusni kamen za to, kaj se bo dogajalo. Zakaj je Ukrajina tako pomembna? Ker Ukrajina za ameriške strateške interese absolutno ni več pomembna. Absolutno ni pomembna. Je pa za ruske interese. Zakaj? Zato, ker se je NATO absolutno širil. 4 širjena NATO smo mi imeli od tega, ko je predsednik Clinton se prvič zaradi notranje političnih razlogov, ko je bil pred volitvami, zaradi poljske manjšine in tako naprej odločil, da bo se NATO širil, čeprav so takrat govorili, da se NATO ne bo širil. James Baker, to je bil državni sekretar v času Bushove administracije, dal častno besedo Gorbačovu, da se NATO ne bo širil niti 1/5 vzhodno od Nemčije in tako naprej. To so oni vse požrli, vse te obljube, šli so naprej in prišlo je do tega, da se je postalo vprašanje leta 2008 v Bukarešti, da bodo sprejeli, to so Američani, Bush pritiskali, da bodo Ukrajino sprejeli v NATO. In tukaj je bila pa tisto, kar je potem Putin postavil rdečo črto, namreč čez to črto pa ne boste šli. Zakaj ne? Ker če postane Ukrajina del NATO, to pomeni, bo dobila orožje in tako naprej. In če bodo iz Ukrajine te rakete letijo 5 do 7 minut do Moskve. No, ampak tukaj so potem Američani še, niso šli najprej na Ukrajino, ampak so zgradili 2 oporišče, eno na Poljskem, eno pa v Romuniji, ki so jih opremili s protiletalskimi raketami, češ da bodo te rakete se streljevale
rakete, ki naj bi jih Iranci izstreljevali proti Združenim državam Amerike, čeprav Iranci takih raket dolgega dosega absolutno nimajo. Ampak to in te rakete, problem teh dveh sistemov je pa v tem, da je mogoče samo iz defenzivnega orožja v parih minutah narediti ofenzivno orožje, samo en ključek s programom daš noter novim in druge rakete in to je ofenzivno orožje. To pomeni, absolutno absolutno, če bi Rusija na to pristala, seveda bi to pomenilo, da je absolutno strateško radljivo. To je nekaj podobnega, kot se je zgodilo v času 62. leta kubanske krize, ko so Združene države Amerike skratka skoraj tvegale tretjo svetovno vojno, da so prisilile Hruščova, da je umrl tiste rakete, ki jih je pripeljal na Kubo. Ampak ta kubanska kriza se ni začela na Kubi, začela se je s tem, da so Američani pripeljali rakete Jupiter v Turčijo in nekaj tudi v Italijo. In potem je prišlo do tega dialoga med Hruščovom in Kennedyjem in oba sta bila to pametna, posebej tudi Hruščov, da je pristal na to, da bo umaknil rakete, da pa dosegel je tudi, da bodo Američani umaknili iz Turčije te rakete z atomskim orožjem, ampak da Rusi tega javno ne bodo povedali. Javno ne bodo. Tok je bil daljnoveden, danes tega seveda nimamo, ker se sploh nočejo pogovarjati. Oziroma ameriški predsednik Biden govori, da je Putin norc, zločinc, ne vem kaj, in absolutno ni nobenega dialoga. To je razlika med takrat in danes. No in takrat so Rusi popustili, ker so vedeli, ocenili so, kako strateško pomembna je Kuba za Ameriko, ker bi pa rakete ruske letele iz Kube do Floride par minut ali pa do Washingtona malo dlje. Skratka, do tega je prišlo in ta situacija je podobna tudi, kar zadeva recimo Mehiko. Mehika se je sama odločila in Mehika je zapisala tudi v zadnjo ustavo. Mehičani so že 3krat v zadnjih letih spreminjali ustavo in zmeraj, ko spreminjajo en člen, ostane noter, ki je nedotakljiv, da je Mehika neutralna država. To pomeni, Mehiki se ne bo pridružila nobena tuja vojaška, ne bodo dovolili nobenih tujih vojakov. Kaj bi se zgodilo, če bi Kitajci ali pa Rusi poslali svoje vojake v Mehiko? Absolutno bi bilo svetovno vojno, jasno. Zato, ker je, tako kot je pomembna Ukrajina za Rusijo, je pomembna Mehika za Združene države Amerike. Ampak tega, nažalost, doslej v Washingtonu nismo videli, oziroma Biden je podlegel, lahko zdaj pa tukaj samo špekuliramo, pritisku vojaško-industrijskega kompleksa, ker če ga vi gledate, obstaja ena internetna stran, jaz jo vsak teden gledam, vsako soboto oni objavijo vse napake pa čudno vedenje, ki ga je Biden zagrešil ta teden. In kad človek to gleda, ko vidi, da on, ko ima govore, začne nekaj govoriti, ne zna končati govora, da ko konča govor, niti ne ve, kje je, kam ne gre in tako naprej. Skratka, človek ima resne probleme in seveda ta človek absolutno ne vodi v družini. On je pokritje, za njim so neki drugi. In zdaj prišlo do neke zanimive situacije. Prvič se je to zgodilo, da je Pentagon generali so proti zaostrovanju napetosti. General Mark Milley je še pred parmi dnevi rekel, treba, zdaj Rusi se umikajo, zdaj je pa niti ena, niti druga stran nima toliko moči, da bi dosegla nek strateški preboj, ne Ukrajinci, ne Rusi, saj ne do prihodnje spomladi. To pomeni, zdaj je prišel čas za pogajanja. In Pentagon nasprotuje vojaški pomoči in nasprotuje pogajanjem. Na drugi strani je pa v State Departmentu državni sekretar Blinken pa zagovarja nadaljevanje vojne do
zmage. Tukaj in CIA so zraven te obveščevalne službe in on absolutno, to pomeni, prišli smo do neke take zelo čudne situacije. Pentagon je za mir, State Department pa zagovarja nadaljevanje vojne. In tukaj je zdaj seveda Biden je v sredini, ni se odločil, ampak situacija je taka, da je tudi zaradi rezultatov volitev, ker so zdaj republikanci dobili večino, zelo majhno večino v predstavniškem domu. Predstavniški dom je po zadnjih zadevah, kar zadeva odločanje o denarju in teh zadevah bolj vpliven, kot je senat, čeprav morata oba to potrditi, je vendarle je Biden, ker imajo zaenkrat še demokrati večino v predstavniškem domu, dal noter predlog zakona, da se v Ukrajini še do konca leta da še 37 milijard dolarjev za vojaško oborožitev, kar pomeni, da bi, če se bo to res zgodilo, Američani v enem letu odobrili za Ukrajino približno 115 milijard dolarjev pomoči. Zdaj vemo, kaj to pomeni pomoč, a je to brez, a so to krediti, ali kaj je to se ne ve, samo gre za eno enormno vsoto, ker in to pomeni, Rusi dajo za oborožitev na leto približno 67 milijard dolarjev, to je ruski vojaški proračun, samo Ukrajinci bojo dobili pa čez 100 milijard, ampak zdaj moramo to povedati, to ni denar, ki ga dobijo Ukrajinci, ampak to je denar, ki ga dobijo ameriška oboroževalna podjetja. In ta podjetja seveda kupujejo grozne dobičke. In večina teh podjetij je letos, njihove delnice so enormno zrasle, od 30 do 60% so zrasle delnice teh največjih podjetij, ki proizvajajo orožje. To pomeni, tukaj je neposreden interes, finančni interes, da imamo to delati, zato ker bomo toliko in toliko denarja zaslužili. To pomeni, to je absolutno ena od glavnih stvari, ki zavira, da bi prišel do kakršnih koli pogajanj, zato ker Združene države Amerike oziroma Bidenova administracija je bila absolutno proti kakršnim koli začetkom mirovnih pogajanj in Austin, to je ameriški sekretar za obrambo, je javno rekel, da naš namen ni samo ohraniti in podpreti obrambo suverenosti Ukrajine, ampak do te mere oslabiti Rusijo, da nikoli več ne bo sposobna izvesti take akcije. In absolutno Američani so do pred par dni nazaj vse zavirali kakršnekoli pogajanja in ko je mesec dni po začetku intervencije, ki se je začela 24. februarja, Rusija sklenila z Ukrajino dogovor. Ta dogovor je bil sklenjen v Ankari, v Carigradu, v režiji turške in izraelske diplomacije. Šlo je za sporazum, ki je obsegal 15 točk, med drugim prva točka je bila, da se bo ruska vojska umaknila na meje izpred 24. februarja, to pomeni pred intervencijo, da bo Donbas, da bo dobil ta tri področja ruska, kjer živijo ljudje, ki govorijo ruski jezik v Rusiji, da bodo dobili mednarodno, da bodo dobili avtonomijo, da bodo potem v roku nekaj let, to ni bilo določeno koliko let, organizirali mednarodni plebiscit o tem, kam bodo ta področja prišla in da ostane status quo na področju Ukrajine in da bodo o Ukrajini odločali v prihodnem času oziroma po 15 letih, a nekaj takega je bilo. To pomeni, to je bil sporazum, ki so ga Ukrajinci z Rusi že dosegli mesec dni po začetku vojne. Ampak tu
tukaj sta se dogovorila Amerika in Velika Britanija in prišel je Johnson in je ta sporazum absolutno preprečil, dejal je, Amerika in Velika Britanija ne pristajata na to, da bi začeli kakršnekoli pogajanja. In ta politika je veljala do pred nekaj časa nazaj. To se je začelo postopoma spreminjati. Šele v zadnjem času, ko se je začelo govoriti o možnosti, o zelo veliki nevarnosti atomske vojne. Spomnite, Biden je začel govoriti o tem in ameriški mediji, jaz se moram reči, presenečen, bil sem v Ameriki kot dopisnik tudi v času hladne vojne, to se nikoli ni govorilo o atomski vojni. Vsi so rekli, atomska vojna, to je konc človeštva. Reagan pa še Gorbačov sta na Reykjaviku, ko je bil summit, govorila o tem, da se bodo odpovedali jedrskemu orožju, velike sile, čeprav so potem, ko je Reagan prišel nazaj v Ameriko, v Pentagonu ti generali znoreli in je to padlo voda, ampak celo v času hladne vojne se je govorilo o tem, da je atomska vojna je konc vsega. Zdaj, če berete ameriške vodilne medije, New York Times, se govori o tem, kako se ubraniti posledic atomske vojne, kam iti v zaklonišča in te zadeve skratka začeli so pripravljati javnost na nevarnost atomske vojne. Ampak tukaj je očitno prišlo do neke spremembe. Zdaj, tukaj so, moram reči, da generali spet v Pentagonu odigrali pomembno vlogo, ali pa odločujočo vlogo, ker oni se s tem vsakodnevno srečujejo in edino oni znajo oceniti, kaj bi to pomenilo. In očitno pod njihovim vplivom je prišlo do tega, da so začeli postopoma se opredeljevati na to, da bi prišlo do pogajanj. To pomeni med Rusijo in med Združenimi državami Amerike in seveda Ukrajino. Zdaj, vprašanje pa po kakšnem modelu. Kubansko krizo sta rešila Hruščev pa Kennedy, mimo Kube. Kube, kada je ni bilo. Zdaj, kako pa tukaj Ukrajina, zdaj, če bi šli Rusi pa Amerikanci, absolutno bodo morali biti v tem dialogu, to reševati, potem je to nek nov Münchenski sporazum, ko so delili Čehoslovaško, pa Čehoslovaške kot žrtve sploh ni bilo na tej konferenci, to pomeni, ta formula ne pride v veljavo, no, ampak predsednik Zelenski, ki je pod vplivom bil predvsem teh Britanci so tukaj glavni, on je celo zahteval, da izdal odlok, da se ne bodo pogajali v miru, dokler bo na oblasti Putin, kar pomeni, da se je zavzel za spremembo, za državni udar ali karkoli v Rusiji, kar je to nemogoče, ampak je on potem, ko so pa Američani začeli na njega pritiskati, je se pa začel opredeljevati, ampak ni samo pritisk Pentagona, je pa še neki pritisk svetovnega javnega mnenja, tudi Evrope, čeprav Evropa, tukaj bom nekaj rekel, tukaj Evropa je marginalna, totalno je prišlo do tega, do tako imenovanega, da smo vsi postali utrujeni od Ukrajine. Ne samo utrujeni, da se je postavilo vprašanje nekaj, s tem orožjem, ki šibamo dol vse države članice NATO, to se samo zavlačuje. Vojna povečuje število žrtev in Ukrajina bo totalno uničena država in celo republikanci v kongresu so pred volitvami rekli, če mi zmagamo v predstavniškem domu, misli se bo, da bodo zmagali tudi v senatu, pa niso, potem ne bomo več podpisovali bjanko čekov za to, da bomo pošiljali orožje v Ukrajino. To pomeni, in tudi v Evropi je zaradi nevarnosti, zaradi tega, ker niti ne vemo, bo to dol plina, ne bo plina, nafte in tako se bo dogajalo. Tudi v Evropi je prišlo do tega, da se tudi Evropa opredeljuje za to, da pride do pogajanj. To pomeni, nekateri dobro obveščeni avtori v Ameriki celo pravijo, da so se tajna pogajanja že začela. Jaz to zdaj
to je nemogoče preveriti, ampak zakaj? Ker so se Rusi zdaj pri Khersonu umaknili na drugo stran, se njim sicer ne bi bilo treba in so pravijo, da je to bodoča meja, da so na to začeli, da so mogoče na to pripravljeni. Tukaj se je tudi ameriški sekretar za nacionalno varnost Sullivan se je z Rusi sestal, skratka na tej točki se nekaj dogaja. To absolutno ne bo rešitev, ki bi se lahko hitro doseglo. To bo trajalo zelo dolgo in to bo absolutno nemogoče napovedati, kaj se bo zgodilo. Zelo verjetno je, da bo prišlo tako, kot je prišlo v Korejski vojni 1953. leta do premirja, ampak v Koreji, Severna in Južna še danes nimata podpisanega mirovnega sporazuma, je to neko stanje vojne nemiru. Nekaj podobnega je tudi v Kašmiru. V Kašmiru se tudi vsake toliko časa zaostri situacija, a bo ali ne bo. Ta tretja stvar je seveda Bližnji vzhod z Izraelom in tako naprej. Skratka, to bo neko področje, ki bo očitno zelo nestabilno in to je področje, ki bo v Evropi. In to bo največji problem, bo to za Evropo in Evropsko unijo, zato ker to pomeni, da bomo imeli nek stalni vir napetosti, nestabilnosti v Evropi. To je ena stvar. Druga stvar, kdo bo zbral ta denar, tudi če pride do pomiritve, bo po nekaterih ocenah skoraj polovico prebivalstva bo Ukrajina zgubila. To pomeni, Ukrajina bo tudi po človeški plati bo osiromašena, tisti, ki bodo lahko dobili službe, bodo ostali v Nemčiji pa nekje v zahodni Evropi. To pomeni, da je ta problem zelo velik in to bo zelo težko rešljivo. In naslednja stvar je, Svetovna banka je ocenila, da bo za obnovo Ukrajine potrebno 350 milijard dolarjev. Ampak to je absolutno stara številka in jaz sem že bral ocene Wall Street žurnalov, kjer imajo očitno bolj podatke, bo to potrebno od 750 do 1000 milijard dolarjev obnove Ukrajine. To pomeni, mi bomo namesto, da bi se razvijali, bomo seveda plačevali to, kar se zdaj ruši s tem orožjem. Tukaj je ta velik problem, ampak pomembno pa je to, da se je absolutno začelo potihoma, da se nekaj dogaja, ker tudi spomnite se, kako se je vietnamska vojna končala, so tudi potekali v Parizu, nekaj časa tajni pogovori ni bilo. To pomeni, to je najbolj občutljiva faza. Najbolj občutljiva faza, upajmo, da se bo tukaj spremenilo. Če pogledate, tudi izjave Zelenskega niso več tako radikalne, kot so bile doslej, čeprav Zelenski je seveda absolutno človek, ki je pač vazal, ve se koga, tako da on nima kaj tle zagovoriti, ampak jaz mislim, da se je začela ena faza reševanja in jaz upam, da se bo stvar sprevrgla v neko bolj mirovniško fazo, čeprav se je nekaj zgodilo, da znotraj NATO obstajata dve skupine. Ena skupina je radikalna skupina. Jasno je, da NATO je seveda glavni gospodar NATO, da so Združene države Amerike, to se mislim najjasnilo. Ampak znotraj tega je pa Velika Britanija vodi radikalno skupino, v kateri je še Poljska, Ukrajina in Baltiške države. In tukaj je zdaj prišlo do ene disonance. Medtem, ko imate na drugi strani, imate pa to evropsko dimenzijo, kjer je pa noter Scholz, ki ima velike probleme v Nemčiji, njegova koalicija je nestabilna, ti zeleni absolutno zagovarjajo čist druge prioritete, kot jih zagovarja Scholz. In potem imate francoskega predsednika, ki je nekje na sredini. Skratka, oblikovali sta se te dve skupini držav znotraj Evropske unije, kar bo imelo velike posledice tudi na nadaljne procese, ki se bodo dogajali v Evropski uniji. Zakaj?
ker ta kriza, če bo še naprej, bo absolutno, moram reči, nek Damoklejev meč visela nad Evropsko unijo. No in tukaj je Scholz, nemški kancler, začel pred približno, to je bilo 29. avgusta, je imel govor na Karlovi univerzi v Pragi, kjer je on napovedal reformo Evropske unije in moram reči, da sem jaz zelo začuden, da nihče tega govora njegovega ni analiziral, da skoraj da ni prisoten v javnosti, da je ostal nekje, kaj da bi skratka ga ne govoril. To jaz tega ne morem razumeti, ampak kaj je on tam povedal? On je tam nekaj pomembnih stvari povedal. Povedal je, da bo Nemčija prevzela vodenje Evropske unije. To. Drugič, da se bo Evropska unija razširila z državami Zahodnega Balkana, Ukrajino, Moldavijo v prihodnosti in da bo prišlo do tega, da bodo reorganizirali delovanje Evropske unije, to pomeni, da bodo ukinili načelo konsenza, ampak da bodo uvedli večinsko glasovanje, kar pomeni prvi korak v ustanovitvi neke vrste združenih držav Evrope, kar pomeni, da take male države, kot smo mi, z malo število prebivalstva, ne bomo imeli nobene besede več v okviru Evropske unije. To je ta tretja stvar, ki je rekel, in četrta je rekel, Nemčija bo investirala v oborožitev 100 milijard dolarjev, evrov, ampak ne samo to, Nemčija bo vodila enote za hitro posredovanje in te enote za hitro posredovanje naj bi do leta 25 štele že 25,000 vojakov, to pomeni v bistvu dve zelo mobilni diviziji in to bo pod neposrednim nadzorstvom Nemčije. To je on izjavil, napovedal brez posvetovanja s Parizom. In če vi zdaj spremljate, kaj se dogaja, prišlo je do ene velike napetosti med Parizom in Nemčijo in celo Scholz je bil na obisku v Parizu zadnjem, očitno so razlike tako velike, da sta prvič celo odpovedala skupno tiskovno konferenco, da bi se zdaj pred koncem leta morale sestati na tradicionalnem srečanju nemška in francoska vlada, tokrat v Franciji. Tudi to so odpovedali, ker je prišlo do velikih razlik, ker Francija zagovarja Evropo narodov, to, kar je že de Gaulle govoril, medtem ko Nemčija pa zagovarja Evropo držav, to pomeni Združene države Evrope in ve se, kdo bo glavni komandant, to bodo Nemci od zgleda, tukaj pa ni jasno, kakšno je stališče Združenih držav Amerike. Anglija je ven, Anglija je tukaj ven, le ostaja tukaj samo še Združene države Amerike, na katero stran se bodo naslonile. Skratka, prišlo je do nečesa, enega procesa, katerega mi ne vemo točno, kam vodi procesa neenotnosti in reform Evropske unije. Ker veste, to, kar je danes Evropska unija, pa kar govori predsednica Evropske komisije, to je za mene kot državljana nesprejemljivo. Ona pride pa reče, to je naša vojna, zmagali bomo. Kdo je njo imenoval? To je ne. In Evropska unija ima nek defekt v svoji strukturi. Nas vodijo politiki, ki niso izvoljeni. Evropski parlament ima premalo pristojnosti, absolutno premalo pristojnosti. In tukaj je en velik problem in jaz nisem prepričan, kaj se bo naprej dogajalo. Če bo prišlo do tega, da se bo vojna v Ukrajini pomirila, da bo prišlo do neke vrste kakršnegakoli premirja, potem bo to pozitivno vplivalo na Evropo, sicer bo pa tudi Evropska unija šla po poti vse večje neenotnosti in upam, da ne bo razpadla.
Zato, ker seveda za male države, take kot smo obstoj Evropske unije, zelo pomemben, ampak vendar zadnji so neke take sile, ki absolutno igrajo proti Evropi in tukaj je, da smo sicer kar na jasnem, tukaj je Rusija. Rusija absolutno se povezuje s temi desnimi režimi, zato ker Evropa se je opredelila proti Rusiji, jasno, Rusija zagresila agresijo, tukaj sploh ni nobenega dvoma, da bi mi to karkoli obravnavali, ampak vendarle Evropa je sprejela take ukrepe, ki so, oni so govorili, ti birokrati in predvsem Borrell, ta minister za zunanje zadeve Evropske unije, kako bodo oslabili z sankcijami Rusijo, pokazali se je pa nekaj, da smo oslabili predvsem Evropsko unijo, ne pa Rusijo, da je rubelj danes močnejši in tako naprej, da Rusi prodajajo manj nafte za več denarja, da so praktično ves izvoz te nafte pa plina, ki je bil prej šel v Evropo, nadomestil z drugimi državami, z Indijo, Kitajsko in tako naprej. Skratka, prihaja do neke čisto nove svetovne polarizacije in tukaj seveda je pa ena stvar, tukaj pa prevzema vodilno vlogo Kitajska. Kitajska se je zelo modro opredelila, je ostala neutralna, na videz ne pošilja orožja in poziva na mir, celo Zedna Baljev, ki je bil sestank, ni dala veto na resolucijo, ker pravi, da velika večina držav prisotnih obsoja rusko intervencijo, absolutno je pristala na to formulacijo skupaj z Indijo. Vendar je nekaj pa treba vedeti. Kitajska, če bi prišlo do tega, da bi Rusija vojno izgubila, bo absolutno stopila na stran Rusije. Zakaj? Ker naslednja žrtev Amerike bi bila Kitajska. Ker Kitajska je v zelo ranljivem položaju. Amerika je ločena z dvema oceanoma, dvema vladajnima državama. Kitajska ima 16 sosed, od tega imajo 4 atomsko orožje, ima prebivalstvo, ki se stara in Kitajska je po tej plati strateško zelo ranljiva. Če bi prišlo do spremembe režima v Rusiji, da prije nek prozahodni Jelcinov režim spet na oblast tam, je seveda Kitajska obkrožena z državami, ki so naklonjeni Združenim državam Amerike, zato ker Američani gradijo zdaj neke vrste, bom rekel, azijski NATO pakt, kjer so noter ne samo Južna Koreja, Japonska, pa Singapur, pa Avstralija in tako naprej. Skratka, oni so se začeli obkrožati sistematično Kitajsko in če bi še padla Rusija, absolutno Kitajska absolutno obkojena in seveda to Kitajci ne bodo absolutno ga pustili. To pomeni, da v končni konsekvenci, če bi prišlo do spremembe režima v Rusiji, če bi Rusija izgubila vojno, bo Kitajska podprla Rusijo. No, ampak Kitajcem ni do tega, Kitajcem je do tega, da bi se še naprej razvijali. Kitajska je ob vsem temu, tudi kar je bilo rečeno na 20. kongresu komunistične partije, njihov cilj je postati srednje razvita država oziroma do konca stoletja, ko bodo slavili 100. obletnico revolucije, da bodo postali razvita država, ki bo enakovredna Združenim državam Amerike. Oni, če pogledate tudi kar zadeva vojno industrijo, oni vsak mesec 2 vojaški ladji splavijo, 2. Že danes je kitajska vojna mornarica ima več vojnih ladij kot ameriška. Je res, da Američani njihove ladje so boljše kvalitete kot so japonske, ampak v enkrat se pa kvantiteta spremeni v kvaliteto in Kitajci so na tem področju. Kitajska seveda je njihov cilj prvi cilj so dosegli in to se tudi skoraj ne omenja. Kitajska nima več ekstremne revščine. To je zelo pomembno. To je prva država na svetu, ki se je rešila ekstremne revščine.
Drugič, na Kitajskem ni nobenega človeka več, ki bi bil lačen. Kitajska ima samo 8% obdelovalnih površin Združenih držav Amerike, na teh površinah pa pridela hrano za vso kitajsko prebivalstvo, se celo nekaj lahko izvozijo. To pomeni Kitajci, in če vi živite na Kitajskem, vidite, kaj je Kitajsko, s čim so oni obremenjeni. Za hrano ne bomo lačni. In tudi to, kar oni zdaj kupujejo zemljišča tam po Afriki, pa tam okoli, to niti z klasičen neoimperializem ali pa neokolonializem, oni kupujejo hrano tam zemljišča zato, da če se bodo klimatske razmere toliko spremenile na Kitajskem, tudi Kitajska se hitro segreva in tiste puščave se širijo, tako da oni ne vejo, kaj se bo zgodilo. Če bi se to zgodilo, bodo vozili hrano pa solato z avioni iz Afrike. To je njihov kolonializem. In absolutno je Kitajska, to je ena stvar, druga stvar je, Kitajska bo postala visoko tehnološka sila, to je ona že dokazala, in tudi zdaj, ko so bili na Baliju, kaj so naredili, ta indonezijski predsednik pokazal skupini G7, tak glavnih razvitih držav, ki so tam sodelovali, njihov med Bandungom in med Džakarto gradijo hitro železniško progo, ki je že 98% končana, in tam to bo ena najhitrejših teh prog v Aziji, 350 km/h bodo te vlaki vozili. No, in to je to, Kitajska investira v svet, no in Jack Ma, sem prebral, to je ta najbolj bogat Kitajc, je vrnil Amerikancem in je rekel, če bi vi teh 15 000 milijard, ki ste jih vi v zadnjih 20 letih vložili v oboroževalno tekmo, investirali v infrastrukturne objekte, kar mi počnemo, od Kitajske pa do celega sveta, bi bili vi tudi danes to bolj razviti, pa manj agresivni kot ste. Skratka, gre za to, da Kitajska postaja absolutno centralna sila današnjega sveta in rojeva se, na začetku sem jaz govoril o Washingtonskem konsenzu, zdaj se rojeva pa pekinški konsens. Kaj pa je bistvo pekinškega konsenza? Bistvo pekinškega konsenza je pa multilateralizem. To pomeni, ker Washingtonski konsens pomeni Amerika in Zahod postavljata vsa pravila in odločata. Pekinški konsens pomeni multilateralno vodenje in to sveta in v okviru, in to je že skupine BRICS, to so tiste hitro razvijajoče se države, ker je postalo nekaj, da Amerika ima samo še 4,2% svetovnega prebivalstva, medtem ko države BRICS imajo pa 41% svetovnega prebivalstva. Že tukaj se vidi ta velika razlika in Kitajci absolutno zagovarjajo ta multilateralizem, to pomeni, da ne bo samo ena država vladala, ampak več držav. In tukaj seveda gre se za to. Kitajci sicer poudarjajo, da oni so otroci globalizacije. Oni so na osnovi globalizacije postali tako velika sila, kot so danes, da jim ne ustreza neka svetovna revolucija na tem področju, gre se jim pa za to, da ne bo v svetu vladala samo ena sila, ampak da jih bo vladalo več, da bo multilateralni svet, čeprav je se treba tudi priznati, da tudi na Kitajskem gre seveda stvari v neko čudno smer, da je Xi Jinping postal novi, ne sam diktator, novi kitajski cesar z podobnimi pooblastili, kot jih je nekdaj imel Mao, pa veste, kako se je maoizem končal z veliko gospodarsko krizo, politično, kulturno revolucijo in vsem tem, kar je bilo zadaj. Nekaj podobnega se lahko zgodi tudi na Kitajskem, ker je absolutno postala to, da je seveda diktatura enega človeka. In tudi Kitajska, kakorkoli, ena pozitivna stvar je, Kitajci, ko delujejo po svetu, oni ne delajo državnih udarov, ampak so pa vseeno velika sila, imajo hegemonistične popadke v Aziji, oni hočejo biti vodilna sila v Aziji in zelo hitijo. Zakaj pa hitijo s tem? Hitijo pa zato, ker se kitajsko prebivalstvo tako hitro stara. Stara se
tako hitro, kot se stara prebivalstvo Evrope, in Kitajci zato hočejo postati razviti, še preden bodo imeli preveč starih ljudi. In zanimivo je tudi to, da bodo Kitajci prva država na svetu, ki bo obdavčila robote, ker njim zmanjkuje delovne sile. Ko sem jaz v 8 letih, kar sem bil na Kitajskem, je število zaposlenih padlo za 100 milijonov. Ko sem jaz prišel na Kitajsko, je bilo približno 900 milijonov zaposlenih, zdaj jih je samo še 800 milijonov. To pomeni, število delovno sposobnih ljudi se zaradi staranja prebivalstva povečuje, in oni vgrajujejo največ robotov v svoje tovarne, absolutno. In drugič, oni bodo prva država na svetu, ki bo obdavčila robote, ker od nek bo treba dobiti denar za stare ljudi, za domove, za medicino in tako naprej. Skratka, oni se zavedajo te svoje pomanjkljivosti in je dejstvo je neki, ti z ljudmi starimi 60 let, neki tacgan, ali pa še več, ne moš delati svetovne revolucije. In tega se Kitajci absolutno Kitajci zavedajo, in jaz zato mislim, da je tisto, kar je Scholz, nemški predsednik, ki je odpotoval na enodnevni obisk na Kitajsko, kljub ameriškemu vetu, javnim zoprstovanjem, to naprej, edina pozitivna stvar in edina pot za rešitev tudi Evrope. Da se Evropa še naprej povezuje s Kitajsko, da sodelujemo ekonomsko, tehnološko in tako naprej. In po politični plati smo različni, da je to stvar spet za eno celo predavanje, ne bi to temu načel, ampak to je edina pot, ker Evropa gre navzdol. Mi imamo, kaj imamo še? Imamo tehnologijo, drugega pa nimamo. In vsak teden iz Kitajske proti Evropi gre 10 vlakov, polnih industrijskih izdelkov. Nazaj pridejo ta polna, pa samo 2 vlaka. Pa veste, kaj vozijo? Parmski pršut, vino, francoske sire, pa neko medicinsko opremo. Nimamo kaj. Skratka, Evropa, naš delež absolutno pada. In jaz mislim, da je edina možna pot je pot kooperacije in sodelovanja, ne pa zaostrovanja in tega, kar se danes dogaja na svetu. No, in mislim, da smo, hvala Bogu, da so prve lastovke, ki napovedujejo, da mogoče, da smo dosegli višek spopadov v Ukrajini in da se bo začelo drugo, upajmo, eno obdobje enih pogajanj, ki bodo pa dolgo, težko in zapleteno. Evo, toliko sem jaz imel za... Če se ne strinjate z mojimi mnenji ali pa karkoli drugega, Flori zopet, ja, prosim. Meni se zdi, tole zelo črn tak scenarij celega sveta, pa mednarodne politike, ki ste ga zdaj prikazali. Mislim pa, da vsako politiko vodi neka filozofija. Komunizem vemo, kjera filozofija je bila tista. To je bila Hegelovska, nastala je pred 200 leti in zavozila je znanost, da smo odkriti. Zavozila je znanost, ker je dejansko najbolj nasilna filozofija. Najbolj nasilna od vseh. Ker ima noter boj proti naravi. In mi se borimo proti naravi z vsemi silami, vsemi orožji, na vseh nivojih. In dokler ta ne izgine v stvarnem življenju, potem mi nimamo izhoda. Mora izginiti. Po 200 letih je čas, da jo prekrižamo in rečemo, hvala, dosti cirkusa si naredila. Začnimo z drugačno filozofijo. Sodelovanje z naravo.
pospeševanje. To bi bilo človeško. To pa, kar je Hegel naredil, je pa nečloveško. Bogom se ni zaigrati. Da čist po pravic povem. Ne. On ga je uničil. S tem je pa kaj naredil? Ni več svobode razmišljanja. Ne? Ni svobode razmišljanja. Iz filozofije je on naredil politiko. In še danes jo imamo. Na vseh nivojih. Dokler bo to, ni rešite. No, jaz mislim o enem problemu sploh nisem govoril, to je jasno. Absolutno, mi govorimo o tej krizi, ki je posledica nacionalizmov, zgodovine, imperializmov ruskih in tako naprej. Ampak tisto, kar nas pa čaka, to so pa podnebne spremembe in mi danes sploh ne govorimo podnebnih sprememb, sploh noben se, tudi v zahodnih državah, evo, odpirajo se spet te centrale na premog in tako naprej, veselo govorimo, kot da tega ni. In če bo šlo tako naprej, bomo svet zafurali. In smo zelo blizu temu in je tudi to nemogoče, pa nekaj. Nemogoče je biti za vojaško rešitev vojne v Ukrajini in za varovanje podnebnih sprememb. Nemogoče. In tukaj je Evropa, vsi, tudi mi igramo čist na napačne karte. In tisto, kar nas čaka, so podnebne spremembe, a je še možno, a ni možno, so razne teorije, ne vem kaj, samo to ni več v naši zavesti, oziroma mogoče v naši zavesti še, ni pa v zavesti svetovnih političnih elit. In tudi, evo, tudi Kitajci, ki govorijo, Kitajci še naprej gradijo po celem svetu te centrale na premog. Isto s problemom. Prosim? Imajo pa sami dosti problemov. Jasno, ampak na to smo pozabili, to nas čaka, to je naša usoda, mi se bomo tlele pobili do konca, na kar bo pa človeštvo propadlo zaradi podnebnih sprememb. Ja, prosim. Zanima me, kako vi gledate na to tajvansko krizo, pa kako napovedujete, kakšni so možni scenariji razpleta. No, to sploh nismo delal, ker je taka tema. Absolutno je to tako, ker je za Rusijo Ukrajina pomembna, je za Kitajsko Tajvan. To je jasno. Ga ni režima na Kitajskem, ki bi se odpovedal Tajvanu. Pa zelo pride kdorkoli na oblast, Tajvan je kitajski. To je v njihovi podzavesti vsemu. To pomeni, to je en aksiom, ki ga je nemogoče spremeniti, ampak dejstvo pa je, da se je Kitajska sprijaznila s tem, da sta obstajala dva sistema, da bo enkrat prišlo do združitve, ne vem, v kateri prihodnosti, ampak Tajvan ne sme postati formalno neodvisna država. In jaz mislim, Kitajci absolutno ne bodo intervenirali na Tajvanu, čeprav tukaj pri nas to nasedajo te propagandi ali ne vem kaj. Zakaj? Ker je prvič Tajvan absolutno integriran v kitajsko ekonomijo. Absolutno. Kitajci dobivajo 70% tistih čipov, ki jih Amerikanci nočejo dajati iz Tajvana. In Kitajska, če bi se odločila intervenirati, bi bila predmet podobnih sankcij, kot je danes Rusija, kar pomeni, da je prišlo do blazne gospodarske krize, ker Kitajska je svetovna tovarna mora izvažati. Če bi se to ustavilo, bi prišlo ne samo do tega, da bi režim padel na Kitajskem, pa velike probleme imeli, ampak bi prišlo do depresije, lahko celotnega svetovnega gospodarstva, ker je Kitajska toliko upletena. To pomeni, Kitajci igrajo na dolgi rok, kot Vatikan igra na dolgi rok, na stoletja, tako tudi Kitajci. Problem je pa samo,
Kaj bodo storili Američani? Kaj Američani izzivajo. Zakaj? Zato, ker imajo to za nek element, povod, da lahko pritiskajo na Kitajsko. To je ta problem. In evo, bivši ameriški državni sekretar Pompeo, ki bo zdaj napoveduje, da se bo on po Bidenu, bo tudi on napovedal predsedniško kandidaturo, on je že napovedal, on zahteva, da bi kongres oziroma administracija diplomatsko priznala neodvisnost Tajvana, oziroma da bi takoj vzpostavili direktne, neposredne diplomatske odnose z Tajvanom. V tem primeru bo absolutno vojaška intervencija Kitajske. To sploh ni nobenega dvoma. Kitajci so pa danes toliko močni, oni so skoncentrirali celotno svojo vojsko mornarico na Tajvan. Oni absolutno, tukaj tudi Amerika ne more več, ni več tako močno, da bi to preprečila, ker oni imajo te supersonične pa te rakete, killer aircraft, to so ubijalci letalonosilk. Američani, če bi prišlo do vojne s svojimi letalonosilkami, ne morejo bliže kot 3000 km od kitajskih obal. To pomeni, da je absolutno, je to neka čist posebna nova situacija. Kitajska je absolutno tehnološko postala tako razvita država, da je to nemogoče. Je pa dejstvo, da poskušajo Američani to izzivati. Poglejte, kaj je prišla bivša predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi, mimo vsega, samo da je prišla. Zakaj je prišla? Ker je pa nekaj pa res. Američani so totalno razklana družba, strinjajo se pa samo v eni zadevi, v sovraštvu do Kitajske. In republikanci, in demokrati, kar tekmujejo, kdo bo hujši. In tukaj je ta stvar, in to se zdaj, tajvansko vprašanje, kadar se kaj zgodi v Združenih državah Amerike, se začne odpira to tajvansko vprašanje. Nekaj je pa že danes jasno, da bo Tajvan poleg Ukrajine glavna tema bodoče ameriške predsedniške kampanje. In zdaj tukaj je en velik problem tudi, kar zadeva Bidena. Če bo do republikanci, Pompeo pa te kandidati zahtevali diplomatsko priznanje, navezavo teh odnosov, neodvisnost Tajvana in tako naprej, če Biden to, pa demokrati tega ne bodo zahtevali, bodo izpadli kot ena šibka stran in tako naprej, kar pomeni, da bodo eni in drugi maksimalno pritiskali na Kitajsko, da bo to vprašanje zelo verjetno centralna tema bodoče predsedniške kampanje. Poglejte, sej tukaj mogoče nadaljevanje mojega vprašanja. Zdaj, očitno se je pokazalo, da ta ukrajinska kriza gre zelo na roko Američanom. V isti potezi so oslabili Rusijo, oslabili so Evropo. Zdaj, v tekmi za Kitajsko je verjetno naslednja logična poteza sprožiti tajvansko krizo, ki bo oslabila Azijo, pa oslabila Kitajsko in na ta način mogoče pomaga vzdrževati ta ameriški hegemonizem. Tukaj zato vas sprašujem, ker vi te razmere bistveno bolj poznate. Jaz v tem vidim neko bojazen, da zdaj, če bo začela ukrajinska kriza popuščati, da bo pa mogoče naslednja akcija ameriške zunanje politike pač eskalira v eskalaciji te tajvanske krize. No, jaz sem rekel, to bo zelo verjetno glavna tema predsedniške kampanje, bo Tajvan. Ampak je pa dejstvo pa je, da tudi Američani, oni so naredili simulacijo vojn in so naredili 17 simulacij računalniških, 16krat je zmagala Kitajska, enkrat je bil pa neodločen poraz. To so te simulacije. To pomeni, oni se zelo zavedajo in absolutno mislim, da ne bo prišlo ker če pride do ameriško-kitajskega spopada, je to tretja svetovna vojna. To sploh ni debate. Kitajci, tako kot je rekel Mao Tse-tung Nixonu, ko je Nixon postavil, so se pogovarjali o atomskem oboroževanju, pa je rekel, Mao Tse-tung je rekel, ja,
Je rekel, koliko ljudi ste vi, je rekel Mao Tse-tung Nixon, je rekel, mi smo pripravljeni žrtvovati 300 milijonov Kitajcev v atomski vojni, koliko ste jih pa vi? Takrat je bilo 200 milijonov Američanov, skratka, tukaj smo na tem faktorju prebivalstva. Absolutno je, in tudi vi, če gledate, kaj se dogaja na Tajvanu notranje, vi imate Kuomintang, ki je bil Čankajškova stranka. Kuomintang je za sodelovanje s Kitajsko, celo bivši predsednik preka je bil, se je imel relativno dobro, celo obiskal je Kitajsko, srečal se je v Singapuru s Xi Jinpingom in tako naprej. Skratka, je bilo neko sodelovanje, zdaj so pa prišli te bolj skrajno negativne, ne negativne, nacionalistične sile, ki so pod ameriškim čistim tem nadzorstvom in tukaj je to, vse vodijo, te niti vodijo Washington, kaj se bodo Američani odločili. In jaz berem tudi vsak dan tajvanske časopise, oni so zelo miroljubni, oni so za navezavo, za sodelovanje, za to se bojijo Kitajcev, ker vejo, koliko jih je in tako naprej. Skratka, tukaj absolutno, jaz mislim, da se Tajvanci zelo zavedajo, kaj bi se zgodilo, če pride do vojne. Tukaj je pa samo zdaj ta faktor, kaj bodo Američani, ali bodo Američani izvali neke vrste spopad, upam, da ne. Profesor Bučar je hotel nekaj vprašati, če... Ja, a lahko vas jaz vprašam, kje so po vašem meje eskalacije v Ukrajini? Namreč podatki iz letali ZAVAX, podatki iz satelitov so na voljo, tako rekoč online, ukrajinski vojski. Domet raket je porastel iz 70 na 170 na 300 km, še vedno pa Američani niso dobavili Patriot rakete, ki so recimo za obrambo, ampak zelo dobro, pa Aegis rakete, ki so v Romuniji pa v Poljskem, in seveda še niso šli do Tomahawk izstrelkov. Te pa letijo 2000 km. Kaj je vaše mnenje o tem, kako daleč bo šla lahko še eskalacija? Moje mnenje je, da hvala Bogu, da je neki pametni generalov v Ameriki, da to preprečujejo, ker vejo, kaj bi to pomenilo, ker Rusija si ne more dovoliti poraza. To je čisto jasno. Če bi Rusija izgubila, pa bo uporabila ne vem kakšno orožje, ker to pomeni razpad Ruske federacije. To je ta problem. In dejstvo je, da je pred prvim 2 meseca nazaj prišlo v ameriškem kongresu prvikrat do tega, da so v komiteju za evropsko varnost in sodelovanje, to je en podkomite v kongresu, prvikrat razpravljali o tem, o razpadu Rusije na sestavne dele. In tam so prišli republikanci, ki so postavili tezo, da je treba v Ukrajini iti do te mere, da bo Rusija naspadla na svoje sestavne dele. Če bi se pa to zgodilo, pa jaz mislim, da bo Rusija uporabila vse, kar ima, ker oni imajo v svoji vojaški doktrini, da je zapisano, če obstaja nevarnost po razpada federacije ali je ogrožen obstoj Rusije, da lahko uporabijo vse sredstvo. Jaz mislim, da tukaj, da je to ta skrajna meja, da se vsi zavedajo, da ne bodo uporabili atomskega orožja. Ker ravno tako, kot so Rusi, ker so je Putin parkrat namigoval, da bi ga utegnili uporabiti, je nevarna, pa tudi Nuland, ki je nedavno izjavila spet na seji enega komiteja, da pa se Amerika v nobenem primeru ne misli odpovedati pravici do prve porabe jedrskega orožja. Tako da absolutno ni tukaj samo Putin, samo tisto, kar Putin reče, je na prvih straneh, tisto, kar pa ameriški neki nerazsodni politiki ala Nuland govorijo, tisto pa praktično ni nikjer objavljeno, nažalost. In jaz mislim, da zdaj, ko se je to začelo, da bodo prišli do nekega modusa vivendi počasno, ne vem kaj, mogoče bodo Rusi sami zamenjali Putina, ne vem. Se pravi, Ukrajina je žrtev preigravanja
Amerike in Rusije. Absolutno. To je In Evrope. dejstvo. Ker tudi Evropa igra eno čudno vlogo. Mi tudi kaj se bodo Ukrajinci se bodo borili, ali Zelenski se boril do zadnjega Ukrajinca pa Rusa za ameriške strateške interese. Ne zložam? Čeprav je pa zanimivo, recimo, kako manj odmevna je bila Abhazija ali pa Čečenija, recimo, nihče tem ljudem ni prišel na pomoč, ne? Recimo, ko... To je na obrobju, to je pa center in kot koncev Ukrajina, tudi če pogledate zgodovino in tako naprej, to je čisto druga stvar. Ukrajina je pa skozi Evropo povezana. Ja, in veste, tukaj je še ena stvar, ker to sploh nismo, ker je to komplicirano. Vprašanje teh nacionalističnih sil, in Rusi, in Ukrajinci igrajo na skrajne nacionalistične, da ne rečem fašistične sile. Tukaj imate bataljon Azov in ne vem kaj na ukrajinski strani in ta 12. SS divizija Galicija, ki jo časti Azov bataljon, pa Bandera, pa ta divizija je končala tukaj svoje življenje pod Menino planino, ker so jo Nemci umaknili, to je bilo februarja 45. leta, iz Ukrajine je prišla tja na Banško planoto, pa ki na Primorsko, da bi branila umik nemške vojske iz Italije. Tam je skoraj da pokončala 9. korpus, malo manjkalo. Potem so jih pa umaknili tja na Goroško, da bi šli in tam jih je Bračičev bataljon potolkal to 12. divizijo, SS prostovoljsko divizijo, ki je končala svojo pot v vasi Galicija na Koroškem. Divizija je končala, skratka, to je neki. In Evropa, pogledajte to, sploh v Evropi, kaj se dogaja. V Ukrajini so sprejeli zakon, da se ne smejo več v šolah poučevati v ruščini. To ni res. Ja, zdaj sem prebral, pred 2 dnevi. To je ruska propaganda. To namreč ni res. Prebral sem v... Pa ste nasedli ruski propagandi. Ja, ne vem, no. To nikoli ni bilo res. A ste lahko mečkali? Čakajte, kje je? Ne morem se... Oče od Zelenskega je Rus, mama je Ukrajinka. Prosim? Oče od Zelenskega je Rus, mama pa Ukrajinka. Ja. Kaj ima to zdaj? A ni čisti Ukrajin Zelenski. Ne. Zdaj se ne moreš spod, kaj sem to prebral. Ja. To sem govorila, sem to je ruska propaganda, ampak malo ste prihitili, recimo jaz vidim rešitev za ta svet v tistem, kar so Britanci delali skozi vso zgodovino. Razpad Ruske federacije, razpad Kitajske. Se dinastija Han tudi ni večna. Na Kitajskem je gotovo ogromno nezadovoljnih provinc. In je vidim rešitev v razpadu. Česa? Kitajske. Ja. Tako kar so Bomo prej mi razpadli, ker so Kitajske. Vse skupaj. To so tudi za Jugoslavijo govorili, da bomo pa še razpadli. Tudi Putin ima, pa on Wagner bataljon, pa te zadeve. Skratka, eni in drugi nimajo čistih računov tle, ampak Evropa tukaj je absolutno, je ne zanima to. Moram reči, da je preveč pasivno. Mi sploh ni nobene pobude mirovne, samo orožje. In na Blejskem forumu, kaj je bil, je islandski predsednik, jaz sem imel pozabil, Johansson sem videl, prvi, ki je postavil od evropskih državnikov, je rekel, treba se je pogajati, treba je začeti se z Ukrajino in z Rusi pogajati. In je naš predsednik, ki hvala Bogu zdaj odhaja, je rekel, ja, ampak ne bomo jih, ni na nas, da jih prisilimo, da se bodo pogajali. Namesto, da bi mi takrat se pridružili tej pobudi za politično rešitev, nekaj intelektualcev se je potem podpisalo pod neke pobude za mir, drugače pa v Evropi govori samo o vojaški rešitvi. Ursula von Leyen sam to govori, Borrell isto, vsi, nihče ne govori o miru, o pogajanjih. Veste, celo... Napadeni so.
Ukrajinci So, so ampak, napadeni. ampak celo, Kakšen mir? Kissinger, Vojna. celo Kissinger, s katerim se jaz vse življenje nisem strinjal, se moram strinjati, je prišel na to, da je absolutno nujno, da se začne pogajati. Tako kot se je pogajalo, je rekel o Vietnamu, ko so vsi mislili, da se ne bo dal, pa se je zgodilo in so dosegli mir, tako bi se morali tudi tle. Potem pa drug tak ekstremen primer z druge strani je pa Noam Chomsky, ta najbolj znan liberalni ameriški družboslovec, je pa tudi rekel, treba je, ali bomo dopustili, da bo pol Ukrajincev izgubilo življenje, da je čisto uničena država. Je rekel, treba se je pogovarjati in je rekel, nažalost bodo očitno potrebni neki zelo grdi kompromisi, ampak boljše je slab mir kot vojna. Evo. Jaz bi pa tudi še nekaj povedala, namreč Svetovna Bahaji skupnost, ne vem, koliko to poznate, je že leta 1985 napisala napoved svetovnega miru, ko je bilo mednarodno leto miru. In ko sem videla gospoda Lipuščka naslov, nova svetovna ureditev, mi je najprej prišlo na misel ta ista sintagma, ki jo pač uporablja Bahaj skupnost, nov družbeni red. Na internetu imate o tem veliko napisanega, v Sloveniji pa ta Bahaj skupnost obstaja že 30 let. Tako da se navezujem na gospoda, ki je rekel, da se z Bogom ne moramo zafrkavati oziroma bomo uničeni. Osnovno načelo Bahaj skupnosti je individualno iskanje resnice. Ja, individualno iskanje resnice in je vključujoča zadeva, govori o tem, ker to je duhovna zadeva, da je Božje razodetje progresivno, evolucija, tudi, bom rekla, vsi ti Jezus, Krišna, Buda, Zoroaster so bili učitelji v navezi te evolucije in pač vsak je povedal nekaj, kar je takrat človeštvo lahko razumelo. No in Bahá'u'lláh, ta je bil pa pred 150 leti v Iranu, ko je Prešer pisal, žive na vsi narodi, ki jih repene dočakali dan. Ja, gospa? Ja, jaz bi, ker je njegov čas zelo dragocen, lepo vas prosim, povejte mi, a imate vi kakšne bolj verodostojne podatke, zakaj so minski dogovori propadli? To je zdaj pa spet. Za 2 uri. A veste kako, to je prišlo do prvih dogovorov, drugi dogovor, bila sta Nemčija se je obvezala skupaj z Francijo, da bodo oni spoštovali, to je pa samouprava, maksimalna in tako naprej, jezik, vse to je bilo rešeno, ampak to se ni dogodilo. Prvič so Ukrajinci pol priznali, zunanji minister je rekel, da so, ne bom rekel, s figo že podpisali, ampak da so bili oni takrat v tako slabem vojaškem položaju, da jim ni ostalo druga, kot da ta sporazum podpišejo. To. In drugič, niti Francozi, očitno so se s tem strinjali, tudi Francozi pa Nemci, pa zadnji Američani, da niso insistirali na temu podpisu tega sporazuma. To absolutno. Podpisali so z figo v žepu ta sporazum. In to, če bi to bilo veljalo, ne bi bilo, absolutno ne bi bilo vojne. Nažalost se je pač to zgodilo. In še nekaj je bilo to, da takrat je bila, ko so te sporazume podpisali, je bila tam komisija, so bili opazovalci organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, ki so poročali vsakodnevno o tem, kaj se dogaja. In če pogledate, teh je poročil še pa še,
vidite, da je tam ta začetek, ki je bil, so bolj krivi Ukrajinci, kot so krivi Rusi. Rusi so seveda pol usekali, ampak začeli so Ukrajinci napadati s topolskimi, obstreljevati tam tiste ruska področja in tako naprej. Medtem, ker Rusi tudi takrat niso imeli, saj uradno ne te svoje vojske. In to je bilo, takrat se je to začelo in potem je očitno Putin opočil film in je sedel pač se je zakeglav, ker mu očitno v vsaki diktaturi je tudi nekaj, da očitno je tako velika diktatura, da se mu njegovi sodelavci ne upajo razložiti realne situacije. In obveščevalna služba je trdila, da bodo jih sprejeli z nageljni, v Kijevu sprejeli, so jih pa drugače. Jaz se spomnim podobne situacije, ko so Američani napadli Kuvajt, ko so napadli Irak. Smo tudi, ko je bil direktni prenos je bil, so Američani trdili, da bodo jih sprejeli kot prijatelje Iračani, pa se seveda to ni zgodilo. Sicer so oni vojno izgubili, ampak to ni bilo to. In ta obveščevalna služba je zatajila vse skrat, pa ruska vojska slaba, vse to se je zdaj, ta korupcija, potankovne dela in tako naprej. Tisti generali so nesposobni, stara tehnologija, stara miselnost in tako naprej. Skratka, vse je šlo narobe, kar lahko gre. Bi s tem nekako zaključili, seveda bomo pa seveda veseli tudi v prihodnje, če bomo obdržali to vest in bomo imeli še priliko poslušati.